Torej, v tem delu si bomo pogledali, kako preoblikovati spremenljivke v SPSS bazi. Torej, vi ste si recimo postavili neki anketni vprašalnik, v katerem imate neko spremenljivko odprto, recimo starost, bi pa želeli analizo izvajati oziroma vsaj opisno statistiko pogledati tudi po recimo nekih starostnih skupinah. In to lahko izvedemo tako, da našo spremenljivko preoblikujemo, jo rekodiramo, kot v SPSS terminologiji uporabljamo izraz, in dobimo neke starostne skupine, s katerimi lahko naprej tudi izvajamo statistično analizo. Torej, gremo nazaj na našo SPSS bazo podatkov. Torej, če se spomnimo, smo jo v drugem delu pripravili, uredili za izvajanje ustreznih analiz, ki nas zanimajo, ampak preden se lotimo neke opisne statistike, bomo naše spremenljivke še dodatno majčkeno uredili oziroma vsaj nekatere izmed njih. Torej, kot sem rekla, imamo spremenljivko starost, tudi v tej bazi, na kateri delamo, je starost odprta spremenljivka. Zdaj, če si pogledamo, torej, če želimo tudi direktno pogledati, kako naša spremenljivka izgleda v data view, torej tukaj se nahajamo zopet na zavihku variable view, če ponovimo, torej imamo dva zavihka, variable view in data view, in kliknemo na dvojko in tukaj vidimo, da je dvojka, to je starost, imamo odprto spremenljivko in so navedene samo starosti naših anketirancev. In mi bi se sedaj želeli to spremenljivko preoblikovati, recimo v starostno skupino od 20 do 30 let, od 30 do 40, od 40 do 50, pa recimo 50 plus. Kako to storimo? Torej, gremo najprej nazaj na variable view. Torej, kot tukaj vidimo, imamo v orodni vrstici neka poimenovanja, kaj mi lahko v SPSS bazi oziroma programu vse počnemo. Torej, najbolj uporabljen zavihek, ki ga bomo tudi pogledali še, je Analyze. Torej, tukaj se nahaja vse oziroma večina analiz, ki jih mi izvajamo. Torej, od opisne statistike, od analiz povprečja, od korelacije, regresije, potem metod faktorske analize, razvrščanje v skupine, za zanesljivost in pa potem tudi recimo neparametrični testi, do recimo kakšnih ROC krivulj, ki se uporabljajo na področju zdravstva. Ampak zaenkrat tega stolpiča oziroma teh možnosti tukaj še ne bomo uporabljali, ampak se bomo ustavili na drugem zelo pomembnem kvadratku oziroma možnosti, torej to je transform. Zakaj? Zato, ker bomo našo spremenljivko preoblikovali, torej jo transformirali. In mi želimo torej to starost preoblikovati torej v neko novo spremenljivko. Torej, mi ne želimo prepisati te starosti, torej te odprte spremenljivke, ker mogoče jo bomo pa v nadaljevanju še potrebovali, ampak jo želimo preoblikovati v skupine. Torej, kako to storimo? Gremo naprej, a ne? Torej, že prej sem omenila, da je terminologija, s katero mi preoblikujemo spremenljivke v SPSS-u, se imenuje recode. In imamo dve možnosti, torej recode into same variables. To bi pomenilo, da bi mi to spremenljivko, ki imamo trenutno, prepisali, ampak tega ne potrebujemo v tem trenutku. In pa imamo možnost recode into different variables. Mi bomo v tem trenutku izbrali to možnost. Torej, izbrali bomo recode into different variables, kliknemo gor, torej z levo tipko. In tukaj se nam odpre nek zavihek, kjer bomo izbrali ustrezno spremenljivko, na kateri mi ta recode želimo izbrati. Torej, kot sem že zdaj večkrat omenila, je to starost. Starost premaknemo z desnim gumbom, torej, če ponovim, torej imamo spremenljivko, se postavimo na njo, kliknemo recode in jo prenesemo v ta velik kvadratek. Torej, mi moramo to zdaj novo spremenljivko poimenovati. Kako to storimo? Da gremo tukaj v tale kvadratek in jo poimenujemo. Torej, starost. In tukaj je pomembno, da zopet, kot sem povedala že v prvem delu, oziroma drugem delu te naše delavnice, tukaj v SPSS programu v večini poimenovanj ne smemo imeti presledkov. Torej, tukaj poimenujemo recimo starost skupine. In enako lahko recimo damo tudi za label. Torej, tako kot sem že razložila v drugem videu, je to naše poimenovanje, lahko ga imamo številčno, torej kot Q1, Q2, Q3.
Če vam je bolj pri srcu, da imate opisno, lahko to spremenite in imate vse spremenljivke, recimo namesto Q1 imate spol. Tukaj sem se jaz odločila, ker oblikujemo novo spremenljivko, da jo bom imela tudi poimenovane kot starost skupina. Pri labelu ni potrebno, da imamo tukaj, tudi tole črtico, ker label lahko ostane tudi s presledkom in kliknemo change. To se nam tukaj spremeni. In sedaj pride najpomembnejši del. Torej, mi moramo te naše kategorije, ki sem jih prej omenila, določiti in kliknemo na all new values. In sedaj določimo, torej odpre se nam ta zavihek in sedaj moramo pa te naše starost razporediti v ustrezne kategorije. Torej, tako kot sem prej omenila, bi sama imela od 20 do 30 let je 1, torej bo v naši bazi podatkov DataView označeno 1. 30 do 40 kot 2. Recimo 40 oziroma damo tukaj 31, torej da se nam ne prekriva in damo kot change, torej če se zmotimo, lahko enostavno kliknemo in to popravimo. Potem imamo 41 do 50 kot 3. Čakajte. In včasih se nam recimo pojavi kakšna težava, pa tukaj je potrebno ostati miren, torej ne se stresirate tako, če vam recimo SPSS kaj sporoči, ampak recimo lahko samo mirno odreagirate, počakate, kliknete add in se vam recimo doda. Torej, take stvari se lahko recimo dogaja tudi, če ste bolj vešči, kot sem recimo sama, se nam včasih zgodi, da je treba pač kakšno stvar dodatno popraviti ali pa recimo klikniti še enkrat, da se nam potem stvari postavijo tako, kot jih želimo. Potem pa imamo, torej želela sem še od 51 do najvišje možne starosti in tukaj pa možnost, da označimo range value true highest, torej dam 51 do najvišje starosti, ki jo imamo in označim kot 4. Torej ta rekord možnost dopušča, torej, da imamo neko določeno starost, torej neko določeno vrednost kot value in jo označimo z neko številko, potem, da imamo neko range, torej nek razpon, to, kar smo uporabljali v tem primeru, lahko recimo določene vrednosti tudi označimo kot missing in pa potem imamo možnosti od najnižje vrednosti do neke številke in od najvišje vrednosti oziroma od določene vrednosti do najvišje številke. Ko to uredimo, torej to lahko tudi mogoče kako drugače postavite, kliknemo continue in na to OK. In zdaj se nam v tem našem outputu, torej output je datoteka, v kateri mi shranjujemo spremembe v naši bazi in pa potem izpiski. In je zelo pomembna predvsem recimo za kakšno arhiviranje naših podatkov oziroma naše analize. Če želite recimo čez par mesecev ali pa tudi kakšno leto kaj pogledati, je fajn, da imate te izpiske shranjene, zato je super, da si jo to bazo tudi pač dodatno shranjujete. Torej že med samim delom, pa potem tudi na koncu. Ampak vse, kar mi spremenimo, torej vse, kar delamo, vso opisno statistiko, vso preoblikovanje spremenljivk, recimo karkoli pač delamo v SPSS bazi, se nam tukaj izpiše. In tukaj vidimo vstavek, torej record, torej spremenljivko, ki je označena kot Q2, smo spremenili, torej 20 do 30 je 1, 31 do 40 je 2, v spremenljivko, ki se imenuje starost skupina, ki je poimenovana, torej variable labels je poimenovana kot starost skupina in execute, torej to je bilo izvedeno. Sedaj pa gremo mi nazaj na naš originalno bazo, torej to je bil izpisek, kjer mi v zavihku variable view vidimo na koncu, torej podrsamo na konec naših spremenljivk, da imamo mi tukaj oblikovano novo spremenljivko. Torej starost skupine. In ko oblikujemo neko novo spremenljivko na tak način, jo moramo seveda ponovno urediti na enak način, kot smo uredili vse te naše ostale spremenljivke. Torej, kot rečeno in kot videno, smo oblikovali neke spremenljivke, neke skupine, ki jih je potrebno sedaj tudi pod values kategorizirati. Torej, 1
smo imeli 20 do 30 let, 2 31 do 40 let, 3 41 do 50 let, 4 51 do 60 let. Oziroma 51 in več let, ja, ne. Tukaj je treba biti pozoren, a ne, torej če imamo recimo več skupin, je fajn, da si tudi zapišemo to, kaj smo naredili, kako smo spremenili, hkrati imamo to v outputu zapisano, ker zopet, kako bomo tukaj določili, takšni bodo naši izpiski. In zdaj, če kaj nismo določili, potem recimo to tudi v naših izpiskih ne bo vidno. Torej številska je določena, spremenljivka je določena kot numerična spremenljivka, imamo torej spet določimo manjkajoče vrednosti, torej lahko kopiramo. In pa zopet imamo tukaj tip spremenljivke, torej tukaj imamo tip spremenljivke in pustimo kar na nominalni spremenljivki. Lahko to novo spremenljivko tudi pogledamo v Data View, torej gremo na Data View in podrsamo na končno spremenljivko, ne, torej lahko bi jih direktno tam označili. In vidimo recimo, ne, torej naše spremenljivke, kako so kategorizirane. Zdaj, če vam je recimo kdaj ni najbolj jasno, kako so podatki kategorizirani v Data View, lahko tudi recimo enostavno kliknete na tole možnost, torej tale možnost, ne, tukaj nam ta baza v Data View ponuja recimo več možnosti tudi potem pri izpiskih, da lahko spreminjamo tabele in tako dalje, ampak recimo tale možnost, ko spremenimo številke v naše izpiske, je pa zelo fina. Torej, če to spremenimo, lahko vidimo, kako je to poimenovanje dejansko praktično označeno, ne. Tudi recimo moški, ženske, damo to nazaj, pa se to ne vidi. Recimo, če ste kdaj zmedeni, je to tudi ena taka fina luštna funkcija, ki jo je fajn uporabiti. In to je neki tak osnoven prikaz, kako mi rekodiramo spremenljivko, jo preoblikujemo v skupino, lahko recimo tudi spremenljivko iz recimo 5 skupin, torej ko imamo tukaj ordinalno spremenljivko, spremenimo v 3 skupine. To je tudi recimo ena izmed možnosti, pa lahko mogoče še to pokažemo, recimo imamo prvo možnost, torej prva trditev na naši ordinalni lestvici pri 4. sklopu vprašanj je bila se motiviram in sedaj bi mi želeli to spremenljivko preoblikovati namesto v 5-stopenjsko lestvico v 3-stopenjsko lestvico. In tukaj gremo pa v transform. In zdaj tukaj pa čisto vaša vsebinska odločitev, a ne, torej ali želite to originalno spremenljivko enostavno prepisati ali pa zopet oblikovati dodatno spremenljivko, ne. Torej, če je naša baza še neke razumne velikosti, potem se tukaj priporoča, da se oblikuje dodatna spremenljivka. Zdaj, če je baza zelo velika, da je teh trditev zelo veliko in da vi veste, da potrebujete samo 3-stopenjsko lestvico, potem se lahko tudi to prepiše, ampak je fino, da imate neko originalno bazo, vsaj Excel tudi nekje shranjeno za vsak slučaj, če boste kdaj potrebovali, ne. Torej, če ponovimo, gremo spet na Recode into different variables, vzamemo se motiviram in zopet poimenujemo, ne, torej tukaj pa lahko damo številsko skozi 2 recimo, ne, ker je preoblikovana, in imamo recimo se motiviram tudi 2 recimo, ali pa kako drugače poimenujete, damo na change, zopet kliknemo na all new values in tukaj imamo notri shranjene naše nastavitve, ki smo jih imeli torej od naše prve spremenljivke. To moramo najprej zbrisati, a ne, torej damo na remove, lahko tudi hkrati označujete. In torej imamo 5-stopenjsko lestvico, mi želimo prvi 2 skupini, torej zelo se strinjam in se strinjam, združiti pod enka, tretja ostane pač enaka in pa četrtko, 4 in 5, torej se ne strinjam in zelo se ne strinjam skupaj. Kako to naredimo? Spet imamo range, a ne, torej 1 do 2 je 1. Potem imamo trojko, postane potem dvojka. In 4 in 5 postaneta trojka. Damo add in continue. In zopet OK. Zopet vidimo, da imamo tukaj izpis, kaj smo naredili. In gremo zopet na našo SPSS bazo, podrsamo navzdol, vidimo, da se nam je oblikovala nova spremenljivka,
je ordinalnega tipa in določamo spet, kaj kakšne skupine pomeni, ne, torej ena je zelo se ne strinjam, dve je v bistvu niti, ne. Oziroma tri, mislim, da imamo glih takole, a ne. Ke sem majčkeno zamešala, torej enka je bila zelo se strinjam, pa potem tri zelo se ne strinjam. In to je recimo na tak način oblikujemo potem spremenljivko s tremi skupinami in zopet moramo določati tukajle missing vrednosti. Na tak način lahko recimo, če imate ordinalne spremenljivke, pa da vidite, da imate tudi manjše število odgovorov, torej tudi frekvenc, lahko na tak način združujete spremenljivke. Druga pomembna stvar je, da lahko te naše spremenljivke tudi pač preoblikujemo. V takem smislu, da jim spremenimo samo postavitev. Torej tukaj vidimo, da imamo lestvico od zelo se strinjam do 5 zelo se ne strinjam. Običajno v našem šolskem sistemu, in tako smo tudi mi navajeni, je enka torej negativna, torej bi tukaj morala biti zelo se ne strinjam in petka zelo se strinjam. In mi želimo v tej naši bazi, da bi bilo to na enak način tudi urejeno. Zakaj? To je pomembno potem zaradi nadaljnje interpretacije, ker bomo lažje razlagali, da petka pomeni največ, recimo tudi najvišje recimo neke vrednosti, kot pa recimo, da je to enka. Torej lažje razumljivo, da so neke razlage ali pa postavitve na enak način, kot smo mi že navajeni iz nekih šolskega sistema ali sicer ureditve, kot jo imamo. Kako to naredimo? Torej zdaj smo si pogledali dvakrat recode into different variables, sedaj si bomo pogledali tudi recode into same variables. Torej kliknemo tukaj. In tukaj mi želimo torej to spremembo, torej lestvice, želimo narediti za vse naše ordinalne spremenljivke. To enostavno naredimo tako, da kliknemo na vse spremenljivke, hkrati držimo CTRL. Torej, če želite delati to skupaj, torej si olajšati delo, morate držati CTRL, ko se to klika. Ne, teh trditev imamo kar nekaj. In ker vemo, da je pri vseh enaka lestvica, lahko to naredimo skupaj. Takole. In tukaj lahko to našo spremenljivko spremenimo, da klikamo na all new values in samo označimo. Torej, kot sem rekla, želimo, da je zelo zadovoljen pod petko in damo, ne, enka gre v petko, hkrati gre tudi vrednosti 5 grejo v enko, dvojka gre v štirko, torej, a ne, zelo se ne strinjam, gre v zelo se strinjam, hkrati gre tudi štirka v dvojko, medtem ko trojka ostane trojka. In to je to, kliknemo continue, okej. In zdaj se nam avtomatično te zadeve spremenijo v naši bazi. Torej tukaj vidimo tudi zapis, kaj smo storili. In sedaj je dejansko spremenjeno tudi v naši bazi. Torej po data view so te vrednosti bile preoblikovane. Torej tukaj, ko to naredimo, je potrebno biti bazljiv v tem smislu, da je potem potrebno preimenovati tudi values. Torej, kaj nam pomeni kakšna kategorija. Torej, sedaj ni več ena zelo se strinjam in 5 zelo se ne strinjam, ampak je obratno. Torej, ena je zelo se ne strinjam in 5 zelo se strinjam. Torej, takrat, ko to preoblikujete, tudi preimenujete. In kopiramo navzdol, a ne, torej to smo že si večkrat pogledali, da tega ne pozabimo, ker če to poznamo, ja, imamo v outputu, ampak vseeno je to fajn, da se dela sproti, da ne izgubimo kakšne informacije. Ko to naredimo, ne, torej medtem ko mi sproti delamo te zadeve,
čim večkrat shranjujte, zato ker, kot že rečeno, pač SPSS avtomatično ne shranjuje sprememb, če se vam kaj zgodi, vam stvari ne bodo shranjene.